3 dni, kolikor se je asistentu na mariborski fakulteti za energetiko uspelo obdržati v konkurenci na dirki, ki je potekala po Argentini, Boliviji in Čilu, je bilo dovolj, da je spoznal, kaj pomeni tekmovanje na tem prestižnem športnem dogodku in kakšna znanja morajo imeti udeleženci. Obenem je lahko ugotovil, ali je bilo dogajanje v Južni Ameriki takšno, kot je pričakoval. Našel sem se tukaj, je še vse skupaj boljše, kot sem si sam predstavljal oziroma pričakoval. Kljub temu, da sem bil lani v Peruju, pa sem že probal, ampak ne s takim motorjem, pa mogoče ne tudi takih sepin. Navdušenja nad doživetim ni skalil niti dogodek, zaradi katerega je Marčič v 3. etapi odstopil. Eno številnih prehitevanj se je končalo tako, da je zgrmel v prepad in si pri tem zlomil dlančnico. Na neki določeni točki sem pa dobil 2 počasnejša tekmovalca, ki sta vozila sporedno in s tem povzročala takšen prah kot nek avto oziroma 4-kolesnik, mimo katerega se ni dalo. Najprej sem čakal 15 minut zelo potrpežljivo, da ne bi šel to prah. Vedel sem, da to definitivno ni dobro. Pol pa so me začeli tudi tekmovalci, ki sem jih prej prehitev nazaj prehitevati in sem si rekel, da moram ukrepati, nekaj moram narediti. Sem jih prehitev nazaj, potem pa se v enem vinku dal preveč gasa, šel v tisto meglo, da bi se približal tistima dvema in zadnje, kar se spomnim, je bila slika, ko je bilo konec ceste, ravno pa prepad. Hvala Bogu, sem izskočil iz motora, ker če bi ostal gor, bi danes bil po mojem vozičku, če ne v krsti. Takoj po nesreči so mu priskočili na pomoč gledalci in avstralski motorist. Kmalu je prispelo tudi vozilo prve pomoči. Helikopter je bil v cirka 10 minutah pri meni. Kljub temu, da smo z Avstralec, ki je poklical pomoč iz njegovega motorja, povedal, da gre samo za poškodbo roke, da stojim na nogah, sicer bi po besedah Mirana bil helikopter tam v 2 do 3 minutah. Izredno hiter odziv celotne zdravstvene službe. Doktor je roko pogledal in rekel, glej, mogoče ni zlomljena. Za mene je to pomenil znak, jaz nisem čul mogoče, jaz sem čul ni zlomljena. Zato je Marčič nadaljeval vožnjo, a so bolečine v roki postajale vse močnejše. Po dobrih 100 kilometrih so mu pred vzponom na prelaz, kjer je odstopilo kar nekaj motoristov, gledalci svetovali, naj raje preneha tekmovati. Ne glede na to, koliko je prevozov, smo zelo ponosni na njega. Pa bom rekel, da je presegel samega sebe, čeprav je v 3. etapi moral odstopiti. Po vrnitvi domov so Marčiča pričakali njegovi klubski tovariši. Skupaj so še enkrat preleteli dogajanje na dakarskem reliju. Dirka je res epska in naporna in vsak kilometer te lahko nekaj preseneti. Tako da sem se v bistvu učil iz metra v meter, iz kilometra v kilometer sem dobival izkušnje, na katerih sem pol gradil naslednje dneve, ampak je naporno in ne moreš predvidevati stvari. Jaz sem ga probala že od začetka podpreti, glede na to, kako se stvari iztečejo. Potem mislila sem, da bo to super izkušnja, kar se je izkazalo tudi kot takšna. Tako da sem prepustila stvari vesolju in njemu in je nekako pol steklo vse skupaj. Če se bo poškodovana kost zacelila po pričakovanjih, bo Marčič, ki je precej izkušen, pridobil tudi na tekmah državnega prvenstva v cross-countryju, čez 2 meseca znova sedel na motorju. Ker je na dakarskem reliju zelo užival v vožnji po sipinah, se bo aprila udeležil 5-dnevnega puščavskega izziva v Abu Dhabiju. S tem bo začel priprave na svoj drugi dakarski reli.